Imeli lepo letos, naš muzej praznuje letos tudi 75 let delovanja. In zakaj smo na prvo nedeljo prav v Stolpu? Zato, ker naš Stolp pa letos praznuje 110 let gradnje. Leta 1914 je bil Stolp zaključen, tam, ko stojite pri tisti eni fotografiji, se vidi še ena zima, najbrž tak čas leta 1914, spodaj je sneg, Stolp še ni končan, ampak vemo, da poleti je pa že bil. Nimamo natančnega datuma, zato lahko praznujemo celo leto. In danes začnemo, ne? Bomo rekli Stolpu vse najboljše. Bomo vse najboljše. Stolp, tako, ja. A veste, zakaj pa smo, komu je služil ta Stolp? Kaj je delal ta Stolp? Vodovod je pripeljal v Brežice, ne? Kaj pomeni za danes vodovod? Kaj naredi vodovod? Voda. Vodo, ja. Kaj se zgodi? Sprejemo pipo, pa lahko kaj delamo? Kaj delamo z vodo? Pijemo. Pijemo, to je najpomembnejše. Pa kaj še? Kuhamo. Tudi? Pa kaj še? Umivamo. Umivamo se, to ne prevečkrat, ne? Malo je škoda vode za umivati, ali ni? Ne. Prevečkrat pa ne, ker je voda dragocena, ne da. To vas malo zdaj hecam, bomo rekli. Kaj tudi umivamo? Zobke umivamo? To pa ja. Dobro, zdaj pa res, čestite smo nam, čestite smo vodovodnemu Stolpu, zdaj pa se damo v roke, našim Ani in Petri. Petra je odzad, Anja je odspred, Almaida nas pa fotografira tako lepo, ne? Ni bilo ravno leta 1914 mišljeno, da bo toliko ljudi v Stolp prišlo skupaj, ne? Ampak nič hudega, vse je v redu. Smo že videli stvari, ki jih imamo tukaj v Stolpu in se bomo sprehodili čez vsa nadstropja, v katerih imamo pripravljeno neko vsebino o Stolpu, da boste videli, kako so tudi prej nosili vodo, zakaj vse so jo potrebovali in pa kako so jo sploh imeli pred 2000 leti urejen vodovod. Prav? Zdaj pa bom približno 10-15 ljudi bo šlo z mano gor, polovica jih bo pa potem počakala spet, boste pa še spet. Okay? Vsi peš, gremo vsi peš? Gremo? Ja? Ja. Dobro. Ja pa ne vem, gremo nekaj preveč. Če kdo ne more, pa bomo šli kaj dalo. Veste, zakaj je, ne da? Predstavljeni 2000 leti preskrbe z vodo in sicer pripravljen imamo ta kratki filmček, ki je povezan s tole mizo pred vami. In na tej mizi se bodo prižigale lučke, ki bodo kazale, kje je potekal vodovod, kje so stali vodnjaki. So pa tudi 3 taki vrtljivi podstavki in ko bo na zaslonu pisalo, da jih moramo prestaviti, bo tisti, ki je najbližje, predstavil tistega, za katerega bo pisalo. Prav? No bomo tudi mi še malo pomagali. Drugače pa moramo to vsak pustiti na mir, da ne bo posnetek kaj zaštekal, okej? Spredi, kaj dela. A, bo tudi kaj govora? A, okej. A, bom delal vse. V prvem stoletju našega štetja je na območju današnjega Drnovega prikrška nastala naselbina imenovana Neviotun. Rimski cesar Vespasijan je leta 69 podelil mestne pravice. Mesto je bilo zaradi lege ob reki Savi pomembno središče širšega območja z vzorno urejeno infrastrukturo, z mrežo cest, vodovodom in kanalizacijo. V zgodnjem obdobju so se prebivalci mesta oskrbovali z vodo iz vodnjakov, ki so v globino segali do 8 metrov. V 2. stoletju so zgradili vodovod, ki je vodo po lončenih vodovodnih ceveh pripeljal v mesto. Zdaj pa prvi podstavek, če bo nekdo obrnil sam. Tako, super. 8 km dolg vodovod je potekal od vodnega zajetja Ver pod Gorjanci mimo današnjih vasi Brvi, Crklje ob Krki, Gorenja Pirošica in vse do Drnovega. Vodovod je bil eden od urbanističnih dosežkov rimske civilizacije. Tehnološko dovršeno znanje gradnje vodovoda je z zatonom rimskega cesarstva in Neviodunuma za poldrugo tisočletje zamrl.
Prebivalci Posavja so se do izgradnje sodobnih vodovodov z vodo oskrbovali na preprost način, z zajemanjem in črpanjem iz izvirov in vodnjakov. Brežičani so po vodo hodili k številnim vodnjakom, ki so bili razporejeni po glavni mestni ulici. Nekaj pa jih je bilo tudi v stranskih. Ta del, ja, kar obrni. Vodnjaki so se po videzu razlikovali. Skupno pa jim je bilo črpanje vode s pomočjo ročne črpalke. Premožnejši meščani so imeli vodnjake na svojih dvoriščih. V mestu je bilo nekaj večjih nejavnih vodnjakov. Na grajskem dvorišču, na grajskem vrtu, pred frančiškanskim samostanom in pri bolnišnici. Žak. Vrni. Kljub temu, da so meščani Brežic z izgradnjo vodovodnega stolpa leta 1914 dobili vodovod, so z vodo, ki je pretekla po pipi, ravnali varčno in še vedno uporabljali vodnjake. Vodovodni stolp je po 3 km dolgem cevovodu poganjal vodo iz zajetja Smreče v Brezini. Pitna voda v zajetju je do 90-ih let prejšnjega stoletja zadoščala za oskrbo Brežic z vodo. Danes je glavni vodni vir za oskrbo Brežic in okolice zajetje v Glogovem brodu, ki iz globine 200 metrov zagotavlja kakovostno pitno vodo. Zato odprite pipo in si natočite odlično naravno brežiško vodo, ki brez kakršnekoli dodatne obdelave priteče k vam domov. Tako, tukaj v tem nadstropju so na steklenih stenah še silhuete vodnih črpalk, ki so stale po mestnem jedru. Potem na modrih krogih, ki so na tleh iz zunanje strani, je napisana višina, na kateri se nahajamo. Na modrih krogih na stenah pa je napisana beseda voda v različnih evropskih jezikih. Evo, zdaj bomo pa kar šli naprej v naslednje nadstropje. Evo, lahko zapremo vrata, težka so bojo koga, ja. Tako, v tem nadstropju pa si lahko na zaslonih ogledate razglednice iz Brežic, na katerih je vodovodni stolp. In lahko v bistvu spremljate, kako se je skozi leta, kako so se Brežice tudi spreminjale. Imamo pa tukaj na tem mojem desni strani nekaj muzejskih eksponatov. Ta levi del je pa bolj interaktiven. V bistvu v tem nadstropju govorimo o oskrbi z vodo na našem področju. Tukaj pravzaprav, ko je bil zgrajen vodovodni stolp 1914, so se ljudje še vedno posluževali različnih vodnjakov, vodnih črpalk, izvirov, kot vir, kjer so dobili vodo. Kajti ta voda, ki je pritekla po vodovodu, je bila plačljiva. So pa ljudje na različne načine nosili vodo do svojih domov, tako da zdaj lahko se mogoče v teh načinih tudi vi preizkusite. Tukaj imamo takšne obroče. Gledajte, kako jim pravimo? Svitek. Svitek, tako. In te svitke so si ženske, to je bilo namreč žensko delo, dale tako na glavo. In na glavo so potem dale takšen škaf. Ne boš. Boš ti pa skozi lakrova? Izvoli. Evo. Tako. In so tako nosile vodo. Lahko samo počakaš? Evo, boš še to poskusil? Boš ti poskusila? Boš ti? Evo, lahko si poskusil. Lahko malo nazaj stopeš? Malo nazaj. Ja, lahko. Bomo starše vprašali, če so lahko na sliki. Hvala. Ko boš še ti poskusil? Evo, izvoli. Si predstavljate, da bi tako zdaj hodili po vodo, da ne bi doma imeli?
Je malo manj porabni, ne? Hvala. Danes smo na prvo nedeljo v mesecu januarju v vodovodnem stolpu imeli družinsko delavnico. Skupaj smo si ogledali vodovodni stolp. Na vrhu stolpa je pripovedovalka Darja pripravila zgodbo, ki govori o uslišani ljubezni. Na koncu pa so otroci še v naših delavnicah ustvarjali papirnata srca in pa barvali podobe vodovodnega stolpa. Danes je bil ogled vodovodnega stolpa prilagojen otrokom. Na hitro smo si ogledali, kako je včasih potekal vodovod na našem območju in pa kako so prenašali vodo do svojih domov v samih Brežicah. Vodovodni stolp je odprt čez celo leto in v vodovodnem stolpu omogočamo vodene oglede skozi celo leto. Ogledajo si ga lahko posamezniki, lahko pa tudi skupine. Vodeni ogledi v vodovodnem stolpu trajajo približno 45 minut in skozi 6 nadstropij predstavljamo pravzaprav zgodbo o samem vodovodnem stolpu, o vodi na našem območju, v 5. in 6. nadstropju pa imamo čudovit razgled na Brežice z okolico. Potrebna je najava, pri vas je koncepcija? Za skupine je potrebna najava za vodene oglede, načeloma pa lahko posamezniki pridejo na recepcijo vodovodnega stolpa ali pa Posavskega muzeja Brežice, kjer si lahko potem rezervirajo termin za ogled stolpa. Aha, ja, samo da slikaj. Boš ideš še nazaj? Res? Kaj pa? Legenda. Ja. Ponavljanja. Ti ne veš, kaj je legenda? Pa veliko jih imamo. Pa veste, tako legenda pravi, da je nek avstro-ogrski cesarski uradnik naročil arhitektu, da v tale stolp 8 src. In tudi ta srca so tukaj. Jih vidite? Vidite se jih pa tudi od zunaj. Ampak, a poznate pa njihovo skrivnost teh 8 src? Ne? Glej, takole, če pogledaš, imaš srček. In tako je 8 src je tlele zgoraj na obodu. Je 8 src. In ena skrivnost obstaja. Zdaj, če boste pridni, pa poslušaj, vam je povem. Boste? Ja. Na en velik deževen dan rodila prikupna majhna deklica po imenu Lejla. Lejla. Lejla, ja. Ja, koma je prišla na svet, je zajokala. Ampak njen jok je zvenel kot luštno lepo petje, ki je privabilo vse ptice iz dalec stran. Toliko nekaj zgodbica. Ja, ampak poslušaj. Njena mamica je bila tistega dne sama doma. Bila je brez avtomobila, bila je brez telefona
in nikogar ni bilo v njej. Klicala je na ves glas, da bi pride nekdo pomagati, a ker je bil dež tako glasen, je ni nihče slišal. Kolikor je še zbrala moči, je z vratu strgala leseno belo srce, položila k mali Lejli, nato pa Lejlo zavila v belo deklico in zaspala. V tistem trenutku je ravno tam blizu hiše hodila ena gospa. Zagledala je jato ptic in šla proti njim. Ko je prišla čisto blizu hiše, je zaslišala otroški jok. Hitro je odhitela k hiši, pogledala skozi okno in tam v dnevni sobi je zagledala na tleh mlado mamico in otroka. Pohitela je v hišo, najprej preverila pri mamici. Mamica ni dihala. Otrok pa je jokal in jokal. Otroka je vzela v naročje in tako je rekla: z mano hojdeš in z mano boš varna, zavedno. Lejla je tako jokala. Odhitela je daleč stran. Posedla se je v avto in peljala. Ves čas je gledala, ali jo kdo vidi. Nihče je ni videl. Odpeljala se je daleč stran iz Brežic, na drug konec Slovenije, kjer je nihče ni poznal. Minila so leta in Lejla je rasla. Ja, Lejla vse, kar je vedela, da tista gospa njena mama. Ja. In to še vedno čaka na tistega, ki bo verjel v čarovnijo in ki bo klical ljubezen. Tako da nikoli ne veste, če boste kdaj prišli sem gor in boste klicali ljubezen, bo ljubezen našla tudi vas. Okay. Ampak mislim, da si vi zaslužite vsak svoje srce. Tako da, jaz sem našla še tole. Mislim, da jih imam dovolj. Imam? Ja? Takole, ni tako veliko kot tisto srce. Napolnili ga boste pa sami. Kaka? Izvolite. Hvala. Še dobro, da jih imaš še. Lahko še enega, da imaš še šla. Seveda. Jaz pa te bojem še svojo sestro. Pa svojo... Opa, ja očitno moraš imeti kar dva. Seveda. Kdo še nima? Pa ti si še nima, ne? Da mi jim dal eno babico. Še kdo? Jaz koliko še imam Še nimaš? Doj. Jaz imam da imam jaz 3 sestri. 2 sestrici imaš? Čakaj, eno sem ti že dala dodatno. Še mi svoje papirnate srčke ustvarili bomo, pa bomo malo pobarvali vodovodni stolp. Tukaj se bomo zbrali za mizo, eno bomo še pripravili. Okay. Tukaj se bom jaz malo zrinila k vama, prav? Da vam pokažem. Tako, imamo zdaj papir. Zbarvala ti? Tako, zdaj damo najprej papir na polovičko, prav? Kar lepo do črte, moramo biti natančni. Jaz ne znam do črte. Znaš, to lepo daj na mizo. Tako, daš na mizo, si držiš. En do roba. Jaz sem dala. Smo? Smo? Ok, damo na razen. Tako, pa damo še čez drugo sredino, prav, da nas dobimo mesto. Evo, no, tako, super. Ja,
zdaj pa tukaj narediš. Aha. Tako narediš eno črka, vidiš, da tako In bom naredil po pravih barvah. popravi barva. Ja, zemlje je zjava. Gremo tudi po barvah pravih. Tako, zdaj bomo pa list papirja obrnili okoli. Ja? Tako, da imamo ta del, kjer smo prepogibali v spodnje. Ja, imamo, odlično. In vzamemo zdaj en rod, oziroma en kot, in ga bomo dali do črte. Tako da bi delali letalo. Lepo poravnamo. Tako,